končni sreča naj cvete, le nikoli ne pozabije.
Spoštovani, prav lepo pozdravljeni na današnji prireditvi Pomlad pride vedno znova, katere organizator je Društvo kmetic Mežiške doline. Prijeten uvod v današnji večer so nam pričarali ansambel Vihar in plesalci folklorne skupine Holmec. Topel pomladni pozdrav velja vsem vam, dragi obiskovalci. Posebej pa med nami pozdravljamo spoštovane in drage goste. Predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo. Župana občine Prevalje dr. Matica Tasiča. Državnega svetnika Franja Goloba. Podžupana občine Prevalje Boštjana Gorenška in Mateja Pečnika. In druge spoštovane goste. Hvala vsem, da ste se odzvali povabilu Društva kmetic Mežiške doline in jih tako številčno počastili in izkazali zahvalo za njihovo dolgoletno uspešno delo. Koroške kmečke ženske so bile v prvi polovici 20. stoletja pristojne pretežno za kuho, skrb za otroke, nošenje vode, peko kruha, čiščenje hiše, pranje možo, predelavo mleka, vrt, nosile so hrano žanicam, koscem in oračem ter prodajale pridelke na trgu. Prvo njihovo jutranje delo, ne glede na letni čas, pa je bilo prižiganje ognja na ognjišču. Včasih so rekli, ogenj na ognjišču ne sme ugasniti. Nekdaj je bil vedno kdo doma, da je pazil in deval na ogenj. To je pomenilo luč, viro, družinsko ljubezen in skupnost. Ta ogenj je vse ogrel, vsem svetil in vlival upanje. Spoštovani župan občine Prevalje, dr. Matic Tasič, naj nas tudi vaša pozdravna beseda ogreje. Prosim. Spoštovani, prav lepo pozdravljeni, piše, pomlad pride vedno znova, s snegom. Ampak Hedvika nas je pozdravila z toplim pomladanskim pozdravom, saj smo bili 14 dni, je bilo prav toplo, ampak tudi vode potrebujemo in takega pohlevnega dežja, ki je zdajle, ker je suho povsod, tako da bo ozelenelo. Drage članice Društva kmetic Mežiške doline, iskrene čestitke in zahvala za vaše 30-letno garanje. Čuli smo, kakšne obveznosti vse ste imele, ampak jaz mislim, da k tem obveznostim dajemo lahko zdaj še bistveno več, ker delate v Društvu kmetic Mežiške doline, delate še cel kup drugih dodatnih dejavnosti na kmetijah, pečete kruh, pecivo. Same dobrote, meni se že zdaj sline cedijo. Res iskrena hvala za vaš trud, za vaše delo, za vaše premikanje časa, sodobnega časa. Kadarkoli vas rabimo, kadarkoli imamo prireditve, ste zraven. Ali zapojete, ali zaplešete, ali prinesete dobrote, tako kot vedno. Iskrena hvala še enkrat, iskrene čestitke za vaše trdo 30-letno delo in vam želim, da bi enako delale, da ne bom rekel garale, ker garate tako skozi, delale naprej in se tudi veselile. In današnji večer je en tak, ki smo ga v zadnjih 2 letih res rabili. Rabili smo zato, da malo poslušamo domačo muziko, da smo malo bolj domoljubni, kot smo kdajkoli, zato da se lahko spet družimo, sicer z temile nagobčniki, bomo bolj kratki danes, ampak vseeno premagali bomo ta virus, premagali bomo tudi novi strašni virus Putin. Jaz mislim, da bo v svetu taka moč, da bo tudi tam prevladal mir, kajti mir je tisto, kar vsi potrebujemo, pa ne samo mir, druženje, lepo besedo, lepo glasbo, lepo pesem in pomoč eden drugemu in sodelovanje eden z drugim. Mesec april je
zdajle deževni mesec, ampak prišla bo pomlad, čakal bi jo rad, sonček bo zopet ogrel nam srca. Pripričan sem tudi, da bomo preživeli volitve, ene, druge, tretje. Mi si samo želimo, kot župani občin, moji kolegi, ene stabilne vlade v naslednjem celem 4-letnem mandatu. Da ne bomo spet iskali glasove tam pa tam pa tam, ampak res stabilno in tak odnos, ki ga ima vlada Republike Slovenije do podeželja, do periferije, do občin. Tega si želimo, ker na ta način lahko stvari premikamo na bolje vsi skupaj. Ampak vsi skupaj moramo za to nekaj narediti. Vsak svoj delček v mozaiku. Torej, spoštovani gospod predsednik vlade, iskrena hvala za vaše sodelovanje in seveda takega sodelovanja si želimo tudi naprej. Še enkrat iskrene čestitke članice Društva kmetic Mežiške doline in lep večer, topel večer vam želim. Hvala lepa. Dom moj in moj rod, ko bom truden boja, bodi mi še grad. Ti, družica moja, dom moj in moj rod. Ko bom truden boja, bodi mi še grad. Rož podivna zila, nagel rožmarin, v sveti zemlji sniva tvoj slovenski sin. Rož podivna zila, nagel rožmarin, v sveti zemlji sniva tvoj slovenski
Rož podivna zila. Pesem, ki nam jo je zapela Daniela Svanti, nas opominja, da je Koroška naša, slovenska. Je simbol slovenske samobitnosti in ponosa naših rojakov na avstrijskem Koroškem. Da so naši ljudje, med njimi tudi pogumne kmečke žene, še vedno del slovenske matice, del našega spomina in del melanholične in ponosne slovenske duše. Spoštovani, danes je večer namenjen njim, članicam Društva kmetic Mežiške doline, zato sedaj vabim k besedi predsednico društva Tatjano Ladinek. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovani državni svetniki, spoštovani župani, spoštovani vsi, ki ste danes z nami, da skupaj počastimo 30 let našega delovanja. Pisalo se je leto 1992, ko se je peščica kmetic odločila, da je želja po medsebojnem druženju, spodbujanju in sodelovanju med kmečkimi ženskami na Koroškem zrela za nekaj več. Tako se je istega leta iz dolgoletnega aktiva ustanovilo društvo pod vodstvom prve predsednice Valerije Prikršnik. Leta 1993 so se takratne članice odločile za uradno ustanovitev Društva kmetic Mežiške doline, katerega je leto kasneje predsedovanje prevzela Ana Glinik Kotnik, vse do leta 1999, ko je to nalogo sprejela Milka Podričnik. Milka je vodenje prevzela za 2 mandata in društvu leta 2008 predala Aniti Štriker. Po končanem Anitinem mandatu leta 2013 pa je bilo društvu zaupano Marti Kumer, ki ga je leta 2017 predala v moje varstvo. Društvo je zelo aktivno že od samega začetka. Namen njegovega delovanja je, da ustvarja pogoje za izboljšanje položaja žensk na podeželju, da si prizadeva za ustrezno mesto kmetic v naši družbi, da skrbi za zdrav življenjski slog svojih članic in da ohranja kulturo in naravno dediščino podeželja in stare običaje. S katerimi vsemi interesi in dejavnostmi izpolnjujemo naše poslanstvo, vas vabim, da se ogledate na koncu na naši razstavi, ki smo jo pripravili za vas v preddverju te dvorane. Želela bi izpostaviti, da v okviru našega društva že 22 let deluje tudi ženski pevski zbor Vesele kmetice, ki skrbijo za doprinos v kulturno dediščino skozi bogato biro ljudskih in avtorskih pesmi v naše okolje. Ponosne smo tudi na to, da že 24 let prebiramo o aktivnostih delovanja društva in o pomembnih in zanimivih vsebinah, ki jih članice same zberemo v vsakoletni mozaik glasila. Poleg vseh dejavnosti naj izpostavim nekaj. Leta 2016 smo sodelovali z svojimi domačimi recepti pri izdaji knjige Podeželske sladice založbo Kmečki glas. 2017-2018 smo aktivno sodelovali z LAS Mežiška dolina, kjer smo skupaj s partnerji, Čebelarskim društvom Prevalje, Sadjarskim društvom Mežiške doline ter Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje uspešno izpeljali zastavljeni projekt. 2018. leta smo izdali zbirko literarnih in likovnih del naših članic z naslovom Kmečko življenje. Leta 2020 pa smo izdali tudi brošuro o Ajdi skupaj z recepti in njihovim delovanjem na zdravje. To je le nekaj naših mejnikov, ki smo jih izvedli. Zelo ponosne pa smo na naslednje mejnike. Saj so med nami članice tudi kmetic z nazivi na državnem nivoju. Imamo 3 kmetica leta, Jožico Havle, Milko Podričnik in Marjeto Ročnik. Naziv podeljuje Zveza kmetic Slovenije. Imamo tudi 2 mladi kmetici, Anito Štriker in mojo malenkost. Naziv prejme zmagovalka na tekmovanju za mlado kmetico, ki ga organizira časopisna hiša Kmečki glas. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem našim odbornicam društva, vsem članicam, ki društvu že vsa ta leta podpirate in prostovoljno pomagate.
Zahvala tudi našim županom in županji v Mežiški dolini za posluh in podporo društvu, saj društvo šteje preko 300 članic z vseh 4 občin. Na vse vas pa polagam še te misli. Zavedanjem sprejemamo, da nam je ta koroška gruda bila od Boga dana v naše roke, predana v naše varstvo, da jo obdelujemo in jo negujemo, da jo s ponosom predajamo iz roda v rod svojim slovenskim hčeram in sinovom, katerim z vso radostjo predajamo vso svoje znanje, ki smo ga bili deležni izkusiti na svojih plečih. Matina Mrava nam je hvaležna, čeprav nas včasih preizkuša s težkimi bremeni, ker ve, da nas s tem dela še bolj močne in trdožive in da bomo tako še bolj vzljubili svoje poslanstvo kmetovanja in skrbi za naše podeželje. Boli nas edino to, da tega ne vidijo in ne čutijo nekateri ljudje, ki so odvisni od naših rok, od naših pridelkov in izdelkov, da se tega še vedno premalo zaveda tudi država, da naše delo še vedno podcenjeno in za mnoge manj vredno. Zahvala pa gre vsem posameznicam in posameznikom, ki pomagate na državnem nivoju dvigniti in slišati našo kmečko besedo. Naj vera v domačo zemljo nikoli ne ugasne. Hvala. Sedaj pa bi prosila ansambel Zeme, da s pesmijo zaključijo moje besede. Zadnjič, ko božala stopla na njo, mi rekla je lepa, je naša beseda. Veš, sin moj, lahko si ponosen na njo. Slovenska beseda je lepa kot bi.
na svitu od njih, za njo žrtvovana so mnoga življenja, za njo marsikdo dal je svoje srce. Drevo slovenstva raste 1000 let in zdaj prišla je velika pomlad, ko odsvetel je hrepenenja cvet in že zori svobode zlati sad. I rekla je lepa je naša beseda, veš, sin moj, lahko si ponosen na njo. Slovenska beseda je lepa kot biser, ne najdeš je lepše na svetu od njih, za njo žrtvovana so mnoga življenja, za njo marsikdo dal je svoje srce. Za njo žrtvovana so mnoga življenja, za njo marsikdo dal je svoje srce, svoje srce. Spoštovane in spoštovani, kmečke ženske so nosilke vrednot, kot so ljubezen in spoštovanje zemlje in družine, trdo delo in skrb za zdravo okolje. Te vrednote se prav preko žensk prenašajo na naslednje generacije, ki bodo z dobrimi temelji oblikovale slovensko podeželje na svoj način. Slednje moramo glasneje poudarjati vsi, še posebej pa nosilci najvišjih funkcij v naši državi. K besedi vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani Korošci in Korošice, spoštovani gospod župan, županja, župani, predsednica in predvsem tisti, ki danes obhajate 30. pa tiste, ki obhajate 30. obletnico ustanovitve Društva kmečkih žena Mežiške doline. Slovenija je lansko leto obhajala 30. obletnico državnosti. Vi danes obhajate ali pa letos obhajate 30. obletnico ustanovitve društva in na nek način je to povezano. Te 30. obletnice so neke okrogle obletnice, zdaj, ko se spominjamo, zdaj, ko gre za slovensko državnost, tistih usodnih časov, ko smo tudi de jure postali gospodar na svoji zemlji. Tega trenutka ne moglo biti, če se slovenstvo, če se slovenski narod, slovenska beseda, slovenska identiteta, to, kar smo, ne bi ohranilo tudi skozi viharje časov, stoletij. Tako da, ko sem tam za dvorane gledal ta napis na platnu, moram reči, da mi je bil zelo všeč. Zelo všeč. Zame osebno je ženska vseh časov moja mama, bila je kmečka žena, delala je na kmetiji od 5. leta starosti pa dokler je mogla.
dejansko je ženska stoletja ali pa stoletij vseh vekov v Sloveniji kmečka žena. Zdaj, če se spomnimo časov, ko smo se v šoli učili naših klasikov slovenske besede, od Cankarja, Prešerna, Jurčiča, Levstika in tako naprej, in se skušamo spomniti, kdo je nek osrednji lik njihovih del, potem pridemo do kmečke matere in do kmečke žene. In to ni bilo nobeno pretiravanje. Zdaj, če si zamislimo pred očmi pot slovenskega naroda v zadnjih stoletjih, potem, ko se je narod pravzaprav v modernem smislu šele oblikoval, potem lahko vidimo pred očmi tudi viharne čase, čase, ko smo bili del nekih večnacionalnih skupnosti, kjer so naši predniki umirali za kralje, carje in cesarje iz različnih drugih narodov, kjer so šle vojne čez naše poljane, kjer se na 10 tisoče mož ni po teh vojnah vrnilo nazaj, in ko so slovenske kmečke ženske vzgajale naslednje rodove zato, da smo obstali. Na 100 tisoče slovenskih, predvsem kmečkih žena, je skozi ta stoletja podpiralo ne samo 3, ampak 4 vogale, ker ni bilo drugega, in rodovi, ki so zrasli iz tega truda in trpljenja, so na koncu pripeljali v čas, ko smo Slovenci postali gospodar na svoji zemlji. In kot je bilo prej rečeno, se tega premalo zavedamo. Tako kot se premalo zavedamo tudi pomena kmečkega dela, dela na kmetiji, pridelave hrane v teh modernih časih, ko večina ljudi misli, da do hrane priješ tako, da greš pač v trgovino in kupiš tisto, kar je tam na policah. Ne zavedamo se, da je od vseh strateških surovin najbolj strateška surovina hrana. Zdaj smo v nekem času, ko se bo to zavedanje krepilo, lahko rečemo na srečo ali pa žal, kjer, če greste v trgovino, same vidite, kaj se dogaja z cenami, glede na to, da imamo spet vojno v naši soseščini, in to v državi, ki je pravzaprav žitnica ne samo Evrope, ampak tudi velikega dela sveta. Slovenci smo del, oziroma Slovenija del Evropske unije, imamo skupno evropsko kmetijsko politiko. Ta skupna evropska kmetijska politika je dosegla to, da po času, po drugi svetovni vojni na večini evropskega kontinenta ni bilo več lakote. Če se spomnimo iz pripovedovanj naših staršev ali pa dedov ali pa iz literature, vidimo, da je v časih pred drugo svetovno vojno ali pa pred koncem druge svetovne vojne in še leta potem lakota bila nekaj, kar je vsake toliko časa udarilo evropski kontinent. Ko je bila slaba letina zaradi različnih razlogov, so ljudje umirali zaradi podhranjenosti in lakote. Zdaj, če danes to razlagaš mlajšim generacijam, mislijo, da pripoveduješ pravljice, da se to ni nikoli zgodilo, ampak temu je bilo tako. En od razlogov za to, da je začela nastajati Evropska unija in skupna evropska kmetijska politika, je to, da se pač zagotovi mir, da se preprečijo nove vojne na evropskem kontinentu po teh žalostnih izkušnjah prve in druge svetovne vojne, in da se zagotovi blaginja, da ne bo več lakote. In skupna evropska kmetijska politika je v veliki meri to zagotovila za desetletja. V zadnjih desetletjih, vsaj tisti, ki so živeli v Evropski uniji,
niso nikoli poznali besede lakota. In tudi mi smo, odkar smo del tega prostora, vključeni v ta skupni prostor in ta skupni trg, kar prinaša mnoge dobre stvari, prinaša pa seveda tudi kako negativno posledico. Smo v neki situaciji, ko cena kmetijskih pridelkov ali pa nima prave vrednosti in se to nadomešča z subvencijami. Deloma je to upravičeno zaradi tega, ker so pač pogoji pridelave hrane, recimo tukaj na Koroškem, precej težji kot na ravninah Nizozemske ali pa kakšne druge države in je prav, da se to na nek način izenači in zato se daje velika sredstva iz evropskega proračuna. Po drugi strani pa to pač negativno vpliva na realno oceno kmetijskih pridelkov. In je potem odvisno od regulatorja, kako se to balansira. V Sloveniji do letošnjega leta, odkar smo v Evropski uniji, se pravi od leta 2004 pa do letošnjega leta, iz proračuna oziroma iz naših integralnih nacionalnih sredstev še nikoli nismo dali neka dodatna sredstva, razen tistih, kar jih je potrebno dati kot lastno udeležbo za subvencije, ki jih dobivamo iz kmetijskega dela evropskega proračuna. Letos smo prvič namenili za letošnje leto in za prihodnje 4 leta dodatnih 300 milijonov evrov, tako da se na ta način približamo temu, da bo lahko cena tega, kar proizvajate na kmetijah, bolj realna. Deloma pa bo k temu pač prispeval čas, ki ga je povzročila ta vojna v naši vzhodni soseščini, kajti Ukrajina je pač žitnica velikega dela sveta in to, kar se tam dogaja, bo v letošnjem letu imelo vpliv na oskrbo predvsem z žiti pa z izdelki iz oljnic. Zato, da ne bi bilo velikih motenj, ima Slovenija blagovne rezerve, tako da ko gre za stran, na kateri smo potrošniki, tukaj zelo velikih nihanj in učinkov ne bo. Ko gre pa za tisto stran, ker ste tisti, ki pridelujete hrano, ki je strateška surovina, pa bo to pomenilo, da bo vaše delo in tisto, kar pridelujete, bolj cenjeno. Smo pač v nekem času, ko so te intervencije potrebne, smo tudi v nekem času, ko se pač zaradi tega, ker se večina zaveda nečesa, česar se nismo ali pa se ni zavedala še kako leto ali pa pol leta nazaj, so pač tudi v teh sistemskih okvirih možne spremembe, kakršnih doslej pač ni bilo možno doseči. Ker skupne evropske politike so politike za več kot 400 milijonov ljudi, je 27 držav, ker se je treba uskladiti in mnoge zadeve, če na nje opozarjaš, terijo svoj čas, preden se stvari dejansko spremenijo ali pa preden velika večina to vidi, kar je vedno pogoj za to, da se da zadeve uskladiti in da pride do sprememb. Eden od ustanovnih očetov Evropske unije, Jean Monnet, je dejal, nič se ne zgodi brez ljudi, vendar nič ne traja brez institucij. Ko smo prej slišali, kaj se je vse dogajalo v okviru vašega društva zadnjih 30 let, bi lahko te besede ali pa ta stavek samo še podčrtali. In ko se sprehodimo po tej razstavi zunaj, ker so krasni izdelki vaših rok, lahko temu sem še dodatno prikimamo. Društva, druženje je pač zato, da pridemo skupaj,
da izmenjujemo izkušnje, da tudi malo pojamramo med sabo, da se poveselimo in da poleg tega, da se pogovarjamo samo o neki naši osnovni dejavnosti, gojimo tudi vse drugo in vaš pevski zbor, pa tudi vaša, bom rekel, skrb za slovensko besedo, to je nekaj impresivnega, ne? Ko sem prej listal te revije, ki ste jih izdali v tem času, polovica tega je poezija. Polovica tega je poezija, se pravi nekaj, kar so kmečke žene skozi stoletja delale v smislu prosvete, v smislu vzgoje, v smislu vzgoje ne samo v nekih temeljnih človeških vrednotah, ampak tudi v smislu vzgoje domoljubja, ponosa na lastno identiteto, na slovensko besedo, ponosa na to, kar si. To ste tudi v teh 30 letih nadaljevali, tako da iskrena hvala. Pred 31 leti se je cela Slovenija zavedla poguma Korošcev, takrat, ko ste branili Holmec, druge mejne prehode, ko bom ponovno citiral nekaj, kar sem nazadnje tukaj na Koroškem leta 92, potem, ko je na nek način kazalo, da bomo morali stopiti korake nazaj, pa jugoslovanski armadi po tem, ko je bila podpisana Brionska deklaracija, vrniti nazaj osvojene karavle in pač vse te mejne objekte, je z Koroške, mislim, da iz vseh občin prišla depeša, takrat so se pošiljali še telegrami, kjer je pisalo, mi tega, kar smo nazaj osvojili z našo krvjo, nikoli ne bomo predali. In nismo. To sporočilo je najprej prišlo tukaj z Koroške, če je kdo tukaj v dvorani, ki se je takrat boril za slovenske meje, iskrena hvala tudi pač po 31 letih in iskrene čestitke. Se pravi, koroške slovenske žene, vzgajate trdne slovenske rodove, delajte to še naprej, obdelujte to koroško zemljo, koroško grudo še naprej s tako ljubeznijo kot doslej in naj vaše društvo tudi v naslednjih 30 letih tako uspešno deluje kot v prvih 30 letih. Želim vam lep večer še naprej. Hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade, hvala za vaš obisk na Koroškem, na Prevaljah in seveda za vaše pomenljive besede. Članice Društva kmetic Mežiške doline so izjemne, ne samo, da skrbijo za slovensko krajino, skrbijo tudi za ohranjanje slovenske pesmi in besede. V okviru društva imajo tudi pevski zbor. Pevke pojejo slovenske ljudske pesmi in lastne pesmi, katerih besedila so delo njihove pevke, Gelce Steiner. Vesele kmetice pravijo, da ko pride pomlad na vas, ta ne kliče le k delu, ampak tudi k ljubezni. Naj nam zapojejo pevke Društva kmetic Mežiške doline, Vesele kmetice.
Mrzla zima počasi se poslavlja. Topli sončni žarki ogrevajo našo dolino. Snežna belina po vseh kotanjah izginja. Veter z juga pa že prinaša vonj po pomladi. Veselo potočki žuborijo in nam upanje budijo. So ledenega objema se znebili. Sedaj pa šumeči valovi proti dolini valovijo, vso naravo prebudijo. Trata vsak dan bolj zeleni in rubene trobentice na plano budi. Drobceni popek odpira zaspane oči, se počasi teloh obel cvet prebudi. Cin, cin, nežno melodije zvončkov nam božajo dušo, srce, v krošnjah dreves pa ptički prepevajo in nam kratek čas delajo. Rahel vetrič se s cvetjem poigrava, pridna čebelca s cveta na cvet poletava, rumeni metuljček iz krili maha v slovo, sam pa na rožci podremal sladko. Kuku se iz sosednjega hriba oglaša, kukavica pomladno veselje prinaša, v tuja gnezda svoje jajčka podtika, da je za mladiče ne bo treba skrbeti, saj bi rada svobodno šepela naprej. Prigovor pravi, da boš bogat, če v žepu kak kovanec imaš, ko prvič slišiš kukovice glas. Če pa danes to drži, pa naj vsak sam prisodi si. Ko češnja zacveti, po ljubezni zadiši, kot roža se dekletu odpira srce, ko je fantič čez rame objame in reče, rad te imam. Srečna sem, da me obdajajo lepote in čudeži narave življenja Božjega stvarstva. To me navdaja z upanjem, da bo leto tudi dobro obrodilo. Zato pa tudi kmetič veselo na delo hiti. V pomoč mu je traktor 100 konjskih moči, če ni eden dovolj, pa 2 ali pa 3. Ampak samo se nič ne naredi, če volje in pridnih rok ni. Pomladno prebojenje, dotakni se nas, daj nam pogum, da znova zacvetimo kakor pomlad. Daj nam upanje, da sovraštvo in korona zbledi, da nikjer na svetu več ne bo gorja. Mora
ko ambet dečua na pavrnijo pride, ko pavra za svojega vzeme. Se mre kojvejko naučit, da je lahko dobra mati, pridna gospodija, pa ljubeča žena. Da bo dobro pa varčno kuhava, da bo znala kruh pa pogače v krušni peči spečt, da bo hiša raj za vso družino, pa da bo obleka za vse vedno parejt, da bo svoje domače pa živino znala prav ponucat, pa porcnuvat, da ve za vsako seme, kak pa kda se seje, pa da ga zna tudi sama pripuvat, da zna za vse, za vso zimo pripraviti tak jesti, kot druge na suho sprejt. Pa v nedeljo v cirku jet, da se Bogu zahvali za dobro, pa varno opravljeno delo, pa da še malo pomodli za zdravje na avžingi. Ja, to je pavrška dečva. Da je pa lahko zmerom dobre vole, pa je včasih tudi treba malo med svoje jet. Društvo je ne samo za kuhat, pa za lepe reči devat učit. Društvo je tudi da moč pa volo do življenja. Sej, ko kmetice taj pa taj skup pridejo, pa malo pomarnajo, kak je kjeri včasih težko, pa da ne gre, vse tako bi marujet. Pa je druge potovažijo, da je pri vsaki bajti tak, da vsega pa glih tudi ne more vsaka znat. Pol je pa kar malo leži doma spet ponurat, ko ve, da ni sama, če glih vse prav ne gre. Hvala naši Jelki za domačo koroško besedo. Spoštovani, dovolite, da na ta za naše društvo poseben večer podelimo tudi nekaj priznanj. Prosim gospoda župana in svetnika gospoda Lodrantha, da se mi pridružita. Na tem odru so se že neštetokrat predstavile in vsem nam za svojo domačo ljudsko pesmijo iz srca zapele. Naš pevski zbor Veselih kmetic je nastal čisto spontano, ob želji skupnega prepevanja in s tem občasno popestriti naše skupne dogodke. To jim uspeva že celih 22 let. Veliko članic je skupaj že od samega začetka, nekaj pa se jih je pridružilo kasneje. A tudi, če katera ni zmogla več sodelovati v zboru, je še vedno del Veselih kmetic. Drage naše pevke, v zahvalo za vaš dolgoletni doprinos bogate ljudske pesmi v naše okolje in za vztrajno sodelovanje v ženskem pevskem zboru Vesele kmetice, vam v imenu društva izročam zahvale za vaš doprinos na kulturnem področju v našem društvu. Ivanka Virtič. Cvetka Pačnik. Vesna Brumen. Angela Steiner. Antonija Gruber. Marta Plemen. Mojca Janšek.
Mojca Vauh, Martina Podričnik, Viktorija Hermonko, Marjana Obretan, Cvetka Nabernik, in Mojca Obretan. Ne še. Ostalo mi je še eno posebno priznanje, ki ga danes želim predati osebi, ki verjamem, da si to zasluži, in vem, da vsi, ki jo poznate, se boste z mano strinjali. Društvo je aktivna že od samega nastanka te ideje, da se kmetice v naših krajih morajo med seboj povezati in si tako deliti tako dobre kot slabe trenutke svojega življenja. Kljub delu na kmetiji ji vedno uspe najti trenutke, ki jih deli s tem društvom. Vem, da je zanjo to poslanstvo biti aktivna članica društva. Naloge prevzema z vso odgovornostjo, ljubeznijo in spoštovanjem do dobrega delovanja društva. Je aktivna članica v našem pevskem zboru, je referentka in skrbnica za našo počitniško hišico v Banovcih, je glavna aranžerka tako naših kot drugih odrov. Naše razstave brez njenih idej in doprinosa ne bi bile to, kar so. Vem, da ste jo že vsi prepoznali, ki jo poznate. Ja, to je naša Gelca. Gelca, v imenu Društva kmetic se ti iskreno in iz srca zahvaljujem za vse neštete ure, ki si jih kot prostovoljka pustila v svojih dobrih delih za uspešno delovanje društva v vseh letih njegovega obstoja. Iskrena ti hvala. Za konec pa vas prosim, da še zapojete Čebelice, katerih avtorica je pač naša Gelca. Re
Spoštovani, letos mineva torej 30 let, odkar so se kmečke žene Mežiške doline odločile, da se bodo združile znotraj društva, kjer se bodo medsebojno podpirale, si izmenjavale primere dobrih praks dela na podeželju, se družile v petju in ohranjanju kulturne dediščine. Spoštovane kmečke žene, ob visokem jubileju vašega organiziranega dela vam čestitamo in zaželimo, da svoje spoštovanja vredno delo nadaljujete z željo, da še naprej spodbujate mladi rod in nanj prenašate slovensko tradicijo in ljubezen do slovenske zemlje. Besedo zahvale bi radi izrekli osebno tudi člani folklorne skupine Holmec, in sicer predsednici društva. Prosim. Ob zaključku današnje prireditve se Društvo kmetic Mežiške doline vsem vam, ki ste danes tukaj zbrani, zahvaljuje za obisk in za podporo pri njihovem delu in ustvarjanju. Vse nastopajoče in goste po zaključku vabijo, da se jim pridružite na manjši pogostitvi v prostoru ob dvorani, prav tako pa vas lepo vabijo, da si ogledate tudi razstavo v njihovem uspešnem 30-letnem delu v Grošljevi galeriji. Iskrena hvala tudi vsem nastopajočim. S pesmijo Žanic in venčkom ljudskih pa bo današnji večer zaključil ansambel Zeme. Lep in prijeten pomladni večer še naprej. Časi žanice, žito so žile, v dnevih poletnih, tam za vasjo, pismi vesele, vdalj so levnile, dvigal škrjanček, seje v nebo, pesem žanic zdaj več ne odmeva, drugi so časi danes prišli, pismi o delu, stroji brnijo, to zrelo klasje v soncu blesti. Drugi so časi, druge navade, a isto sonce sveti nam še. Poje škrjanček stare napeve, delu pozdravnu pesem doni. Drugi
časi, druge navade, a isto sonce sviti nam še. Poješ krjanček, stare napive, delu pozdravnu, pisem do njih. Poješ krjanček, stare napive, delu pozdravnu, pisem do njih. Takole, dragi moji, zdaj smo se naposlušali, pa naploskali, zdaj bomo pa eno skupaj zapeli in verjamem, da te pesmi vsi poznate, zato lepo vabljeni, da naredimo en velik, velik pevski zbor in zaključimo zares veselo. Mi se imamo radi, 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 mi se imamo radi, 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 mi se imamo radi, 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 mi se imamo radi, radi prav zares. Zakaj se ne bi imeli? 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 Radi prav zares. Židana Marila, jaz pa ti, pa židana Marila, jaz pa ti, pa židana Marila, jaz pa ti, pa židan parasol. Kadar boš na rajžo šel, bukeljček